Na uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov se zelo aktivno ukvarjamo z pomočjo državljanom Ukrajine. Tako smo v nedeljo vzpostavili telefonsko številko, kjer 24 ur na dan pojasnjujemo in odgovarjamo na vprašanja tako državljanov Ukrajine kot ostalih, ki povprašujejo po pomoči državljanom Ukrajine. Danes se je vzpostavil tudi klicni center, kjer smo prav tako 24 ur na voljo za vsa vprašanja. Vzpostavili smo tudi e-mail naslov, kjer dobivamo številne vprašanja na to temo. Vzpostavili smo tudi posebno spletno stran, na kateri so vse ažurne informacije v zvezi z najpogostejšimi vprašanji in sicer tudi z urejenim statusom državljanov Ukrajine. Na nas se obračajo z najrazličnejšimi vprašanji, od tega, kako si uredijo vstop v državo, postopki priznanja mednarodne zaščite, do tega, kje bodo nastanjeni in kaj jim bo Republika Slovenija nudila. Tako smo prejeli preko 400 klicev. Nekateri državljani Republike Slovenije se odločajo tudi za organizirane prevoze ljudi, ki potrebujejo pomoč in so iz Ukrajine. In v bistvu prosim vsakogar, ki se odloči za takšen način, da se najprej obrne na Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, kjer bo dobil vse potrebne informacije, prav tako glede vstopa kot nadaljnjega bivanja v Sloveniji. Za nastanitev državljanov Ukrajine je trenutno bil ustanovljen v delu azilnega doma v Logatcu tudi nastanitveni center, kjer pa smo že prejeli prve prebivalce tega nastanitvenega centra. Prejeli smo jih danes ponoči. Gre za 68 oseb, od tega je 38 otrok. V bistvu so nogometaši, prihajajo pa seveda iz enega od mest v Ukrajini. Jaz sem danes zjutraj sama govorila z njimi. Želijo si predvsem glede na to, da gre za nogometaše, igrati nogomet. Zato smo se povezali z nogometno zvezo, ki nam je danes zatrdila, da bo naredila vse, da bo otrokom zagotovila treninge in tudi prijateljske tekme. Nastanili smo jih v popolnoma prenovljen del centra, ki bi v bistvu bi bil v prihodnosti namenjen pa bo nastanitvi najranljivejše kategorije, to je mladoletnikov brez spremstva. Nudili jim bomo vso potrebno materialno oskrbo, prehrano in zdravstveno varstvo. V teh dneh seveda aktivno iščemo, ali pa na nas se obračajo tudi privatne osebe, ki ponujajo privatno nastanitev in v bistvu potečejo dogovori tako z občino kot privat zasebniki, ki nam ponujajo te kapacitete. Aktivno smo se povezali z občino Logatec, z občinami v Primorski regiji, ravnokar prihajam z občine Velenje, ki že imajo izkušnje z različno oblikami beguncev, tako da tudi danes smo se pogovorili z določenimi zasebniki, ki nam bodo ponudili namestitvene kapacitete. Danes smo imeli pa tudi obširni sestanek z nevladnimi organizacijami, ki so se zelo dobro organizirale in vzpostavile tudi mrežo prostovoljcev, ki nam bodo pomagali tako pri zagotavljanju psihosocialne oskrbe, kot tudi razdeljevanje materialne pomoči. Hvala lepa.